En lep dober dan, najprej z moje strani. Moje ime je Matej Avbelj, sem izredni profesor za evropsko pravo in nekako gostitelj akademskih forumov na Novi univerzi. Akademski forumi so že ustaljena praksa, sprva Fakultete za državne in evropske študije, kasneje pa Nove univerze, in na Novi univerzi smo akademski forum tudi ustanovili kot izbirni predmet za študente. In posebej študente danes med nami lepo pozdravljam. Seveda pa tudi vse ostale goste, med njimi tudi rektorja univerze, gospoda profesorja Dimitrija Rupla. Današnji akademski forum Nove univerze nosi naslov Država in svobodna podjetniška pobuda. Dovolite mi, da uvodoma, preden predstavim današnje sogovornike in preden predstavim koncept današnjega dogodka, pravzaprav razložim, zakaj smo se na Novi univerzi odločili ta forum posvetiti tej, po našem mnenju, izredno pomembni temi. Kot raziskovalci, kot profesori prava, ekonomije, sociologije, ustavnega prava, smo kot kritični opazovalci dogajanja v Republiki Sloveniji opazili, da se nekako v slovenski stvarnosti zgodil nek paradigmatični premik. In to na dveh straneh. Na eni strani lahko spremljamo tisto, kar v demokratični in pravni državi je nekaj normalnega, nekaj pričakovanega, praktično nujnega. To je, da se vztrajno razvija avtentično zasebno gospodarstvo, ki je neodvisno od države in vsakokratne politike. Na drugi strani in hkrati s tem procesom razvoja avtentičnega zasebnega gospodarstva pa imamo v javni sferi v zadnjem času izrecen zasuk proti zasebni lastnini, proti svobodni gospodarski pobudi, proti kapitalu in proti podjetnikom. Prvič v zgodovini imamo stranko, katere program je v nasprotju s temi postulati, stranko, ki je postala koalicijska stranka in tej stranki podporo javno izrekajo na sejah v državnem zboru, med drugim tudi predstavniki Vrhovnega državnega tožilstva. Tega v preteklosti v Sloveniji nismo bili vajeni. Niti prvega pojava, niti drugega pojava. Ko smo začeli z samostojno neodvisno državo, nismo imeli avtentičnega zasebnega gospodarstva, imeli smo državno gospodarstvo, to državno gospodarstvo je bilo vrednota, zanj smo se krčevito borili v smislu zagovarjanja nacionalnega interesa in ti gospodarstveniki so se povezovali v najrazličnejše forume, morebitni spodrsljaji, morebitne prihvatizacije ali pa tudi največje svinarije, kot so se opravičevale te stvari, prav tako strani Vrhovnega državnega tožilstva, se takrat niti danes še niso preganjale ustrezno kot kazniva dejanja. Stvari so se torej spremenile in naša naloga je, kot sem dejal, kot znanstvenikov, strokovnjakov s področja prava, predvsem javnega prava, z akademske perspektive razumeti, kaj se pri nas pravzaprav dogaja in razumeti, ali je to dogajanje skladno slovensko in evropsko pravno ureditvijo. In v ta namen smo danes v goste, tako rekoč, povabili 4 eminentne razpravljalce. Razprava bo potekala tako, da bo uvodoma spregovoril profesor Jambrek, nekdanji ustavni sodnik, predsednik ustavnega sodišča, prvi slovenski sodnik na Evropskem sodišču za človekove pravice, in njega bom povabil, da spregovori, da oceni razvoj trenutnih dogodkov
z perspektive tega, kar ureja slovenska ustava in z perspektive tega, kar ureja evropska ureditev. Na to bom dal besedo kolegi, dekanu Fakultete za državne evropske študije, Gorazdu Justineku, ki bo kot ekonomist na nek genealoški način pogledal, kako je bilo z svobodno gospodarsko pobudo v Sloveniji čez zgodovino in kam je morebitna prisotnost ali odsotnost te svobodne gospodarske pobude pripeljala Slovenijo v vseh teh letih. Po tej uvodni razpravi pa se nam bo ta pridružila, torej širimo razpravo iz izključno ustavno-pravne, javno-pravne dimenzije, tudi bolj na ekonomsko, pa tudi širšo družboslovno in humanistično plat. In z te perspektive bom povabil še profesorja, kolego Žiga Turka, nekdanjega ministra, profesora na Univerzi v Ljubljani in zelo aktivnega posameznika, ne samo v slovenski, ampak tudi v evropski civilni družbi, da spregovori in predstavi svoj pogled na stanje podjetniške, svobodne podjetniške pobude danes v Sloveniji in širšem kontekstu. In to isto vprašanje bom naslovil tudi na kolego docenta Andraža Burgerja, ki prihaja iz Univerze v Ljubljani. To je torej plan današnjega srečanja v prvem delu. Jaz bom poskrbel, da bo prvi del zagotovo se zaključil prej kot v 1 uri, zato ker si želim, da v naslednji uri najprej tisti, ki ste bili posebej osebno vabljeni, spregovorite, predstavite vaša stališča na zadevno tematiko, potem pa seveda, da, če boste to želeli, potem pa seveda, da razpravo odpremo za vse tiste, ki bi želeli kaj prispevati v ta akademski forum. Tisto, kar bom zagotovo tudi poskrbel, da ob 19. uri zaključimo in da gre vsak svojo pot. Torej, moja naloga je, da skrbim za čas, vse ostale sem pa povabil, da prispevajo vsebino. In profesor Jambrek, kot rečeno uvodoma, govorimo o nekih paradigmatičnih zasukih, na nek način se poraja novo, oživlja in hkrati odmira staro. Kako vi, glede na vaše dolgoletne izkušnje v pravzaprav različnih ekonomskih sistemih in kot pisec slovenske ustave, pa tudi tvorec evropskega ustavnega prava, kot nekdo, ki ste delovali na Evropskem sodišču za človekove pravice, gledate in ocenjujete to dogajanje v Sloveniji danes? Nekaj malega sem povzemal iz obeh komentarjev Ustave Republike Slovenije iz leta 2002 in iz leta 2011 o svobodni gospodarski pobudi. Tako da za začetek, če dovolite, bi res samo v par minutah poskušal povzeti moj sam sicer distribuirani povzetek o tem, kako slovenska ustava danes ureja svobodno gospodarsko pobudo. Najprej sta tu dva nosilna ustavna člena z ustreznimi določbami. Gre za 33. člen, ki ureja pravico do zasebne lastnine in ga nadalje člena 67 in 69 opredeljujeta tako, da dajeta vsebino zasebni pravici in da urejata tudi tisti najbolj surovi, najbolj težki poseg v zasebno pravico, to je razlastitev. No, Ustavno sodišče in tudi Evropsko sodišče v Luksemburgu se lotevata ustreznih sodnih zadev z vidika zasebne lastnine v povezavi z pravico do svobodne gospodarske pobude. To sta dve pravici, svoboščini, ki sta tesno povezani in navezujeta tudi na nekatere druge pravice, ki tvorijo skupaj, kot temu lahko rečemo, ustavno ureditev svobodnega tržišča. Zdaj, zasebna lastnina v povezavi z svobodno gospodarsko pobudo pomeni, da so po 74. členu ustave gospodarski subjekti svobodno ustanavljani in da ko so ustanovljeni znotraj prostega tržišča,
za njih velja prepoved nelojalne konkurence, hkrati pa tudi so prepovedana dejanja, ki omejujejo konkurenco. Tako da v tej povezavi lahko razumemo to slovensko in seveda tudi evropsko ureditev prostega konkurenčnega tržišča na podlagi zasebne pobude gospodarskih subjektov. No, v povezavi s temi nosilnimi pravicami so še nadaljne pravice do svobodnega dela in do svobodne izbire poklica in zaposlitve in tudi do svobode nudenja intelektualnih storitev in varovanja avtorskih pravic. Vse to je pa varovano tudi z nekimi širšimi ustavnimi načeli in pravicami, kot so pravica do pravne varnosti iz 2. člena ustave, torej pravna država. Mimogrede, tudi davki pomenijo poseg in omejitev premoženjskih pravic, katerih ukrepi države kot oblasti so podvrženi sodni presoji glede na predvidljivost, glede na pravno varnost, glede na hitrost ustreznih sprememb in testom razumnosti, sorazmernosti teh ukrepov. Torej v tem primeru davkov. No, vse te pravice se dogajajo v sodnih postopkih tudi pod okriljem splošne svobode ravnanja, osebnostne pravice iz 35. člena ustave, kakor jo je doktrinarno razvilo Slovensko ustavno sodišče in v okviru doktrine svobodne demokratične družbe, v kateri je realizirana lahko ta svoboda človekovega ravnanja. Zdaj, ta sklop, ta grozd pravic je osredotočen in ga lahko poimenujemo z svobodno gospodarsko ali tudi podjetniško pobudo oziroma s podjetništvom v okviru svobodnega prostega tržišča. Ves smisel in bistvo slovenske ustave, in to je treba na tem mestu poudariti, in tu bom za trenutek potem končal in prepustil besede, je pa pravzaprav varovanje človekovih pravic, pravic posameznika pred ne državo, ampak pred samovoljo in diskriminatornim, arbitrarnim delovanjem in ukrepanjem države v svoji oblastni funkciji, države kot oblasti, ker država Slovenija, Republika Slovenija je trodelna zgradba, ki jo sestavlja ljudstvo, državljani na eni strani, ustavno razmejen teritorij in oblast. In smisel ustave, kakor jo opredeljuje temeljne določbe in pa preambula, je ta, da varuje posameznika pred samovoljo oblasti. In v tem okviru moramo razumeti tudi svobodno gospodarsko pobudo in pravice, ki temelijo in jo sestavljajo. Zdaj, samo še eno vprašanje bi odprl, ki je pa, se mi zdi, zelo zanimivo, in to je vprašanje tako imenovanih storitev ali services. To je vse tisto, kar Zakon o zavodih v Republiki Sloveniji opredeljuje kot dejavnosti zavodov, ki so neprofitne organizacije in ki delujejo na področju izobraževanja, visokega šolstva, kulture, zdravstva in drugih tovrstnih dejavnosti. In zastavlja se vprašanje, ali je pravica do svobodnega podjetništva tudi tista ustavna določba, ki varuje te dejavnosti zavodov, ki pa so po naši zakonski ureditvi lahko zasebni ali javni. Torej, ali so tudi zasebni zavodi, kakršna je na primer naša Nova univerza in njene članice, varovani za svobodno gospodarsko oziroma podjetniško pobudo. Mislim, da je področje varovanja v Sloveniji glede teh dejavnosti zelo omejeno in omejeno je zgolj na tiste zasebne zavode, ki izvajajo tudi gospodarsko dejavnost
in na tistega zasebne zavode, ki imajo v svojih aktih o ustanovitvi urejeno, da je presežek njihovega delovanja in dohodka uporabljen tudi prosto, ne samo za razvoj in dejavnost. Torej, to so 3 omejitve, ki pa ne obstajajo v tako strogem in restriktivnem smislu v ustavnem in gospodarskem pravu Evropske unije, ki in v judikaturi Luksemburškega sodišča, ki daje širša pooblastila tudi subjektom, ki se ukvarjajo recimo z izobraževanjem glede njihovih storitev, ki se pojavljajo na tržišču. Recimo neko vprašanje zanimivo bi bilo, ali je koncesijska pogodba neka tržna ali upravno oblastno razmerje med izvajalcem storitve in pa državo. No, jaz bi tu končal še zgolj z neko navezo na to, kar ste kolega Obl vi rekel, namreč glede na to debato, ki je potekala med slovenskim podjetništvom in pa političnimi krogi sedanje koalicije in njenega protokolarnega zaveznika glede določenih recimo spornih vprašanj delovanja svobodnega podjetništva. Zdaj, tisti, jaz bi rekel, outspoken, bolj prosto izražajoči se politični funkcionarji, pravzaprav so povedali marsikaj, kar ne bi smelo nikogar pri nas presenetiti ali pa začuditi, ker gotovo so pri nas povsem ustavno skladne organizacije, stranke, posebej ena od parlamentarnih strank, katere glavni, edini cilj statutarno določen je preobrazba slovenske družbe v socializem. Res da v demokratični ekološki socializem, ampak socializem. Zdaj, lahko se vprašamo, ali je cilj socializma v naši ustavni ureditvi ustavno skladen in dopusten. Seveda je, to je moje mnenje, osebno mnenje, gotovo, tu ni nobenega spora. Vsakdo pri nas, vsak državljan, vsak tujec na ozemlju Republike Slovenije lahko svobodno izraža svoje ideje, informacije, tudi take, ki so žaljive, ki so sporne, ki šokirajo. Taka je pač judikatura evropskih sodišč. Res je, spet bolj moje osebno mnenje, da socializem ni združljiv z sedaj veljavno slovensko ustavno ureditvijo. Socializem kot dominacija državne lastnine, socializem kot ureditev, ki temelji na podružbenih državno-lastniških proizvajalnih sredstvih, gotovo pomeni izrecno zanikanje vsega tistega, kar sem uvodoma pripovedoval o ustavnih pravicah do svobodno podjetniške pobude in zasebne lastnine. Vendar to ne pomeni, da bi nekdo, ki se zavzema za utopijo ali ideologijo ali celo realnost socializma v sedanji ustavni ureditvi Slovenije, storil karkoli ustavno nedopustnega. Je uporabil svojo svobodo izražanja. Zdaj, tudi politična stranka, katere cilj je zavzemanje za socializem, po mojem mnenju, ne stori, ne deluje v nasprotju z ustavo, ampak povsem ustavno, če poskuša svoj cilj doseči na demokratičen način, po demokratičnih postopkih, v pošteni volilni borbi. To je tudi nesporno že od tiste precedenčne sodbe ustavnega sodišča v primeru istrskega deželnega zbora, kjer smo rekli, da lahko katerakoli politična stranka se zavzema tudi za cilje, ki so protiustavni, vendar samo do točke, ko ne poskuša teh ciljev doseči tudi z nasilnimi akcijami in delovanjem.
Tako da, ja, gotovo je tudi stranka, ki se zavzema za socializem, celo bi jaz rekel za, naprimer, samoupravni socializem, kakršnega smo ustavno že vajeni bili pred letom 90 oziroma 91, je to povsem na prvi pogled sprejemljivo. Zdaj, socializem je, vemo, ima dva možna pomena oziroma pojavni obliki. Eno je, naprimer, neka utopična ali pa idealistična predstava ali ideološka predstava o neki pravični in pošteni družbeni ureditvi. Po drugi strani pa se vprašamo lahko, kaj so realni socializmi. Tisti socializmi, ki so delovali in ki jih poznamo glede na njihovo pojavne oblike. Zdaj, tu spet bi jaz rekel, da če se ozremo v zgodovino in po svetu, kjer je obstajalo in še obstaja kar lepo število socializmov, realnih socializmov, da so vsi pač primeri represivnih diktatur. Tako da, ampak tudi zavzemanje za nek realni socializem je še vedno ustavno dopustno, bi jaz rekel. Ne? Zdaj lahko bi se midva pogovarjala tudi o tem, ali pa obstajajo kakšne protiustavne spremembe. Ne? Če bi, na primer, prišla v Republiki Sloveniji na oblast ustavna oziroma koalicija z ustavno večino in bi, recimo, poskušala uveljaviti novo ustavo ali pa temeljite spremembe ustave, ki bi odpravile vse tiste ustavne pravice do svobode podjetništva, zasebne lastnine in druge, ali bi taka ustavna večina lahko spremenila ustavo v Republiki Sloveniji v tej smeri, na tej podlagi. Ne? Mislim, da ne. Jaz mislim, da ne. Ampak to je zelo moje osebno strokovno prepričanje. Zakaj? Zaradi nemškega zgleda. Ewigkeitsklausel, večnostna klauzula nemške ustave prepoveduje v skladu s teorijo demokracije, ki se zna samo sebe ubraniti, prepoveduje take ustavne spremembe, ki bi nasprotovale temeljnim svoboščinam in pravicam nemškega državljana in ki bi prepovedovale oziroma spreminjale federativno ureditev Federativne republike Nemčije. V Sloveniji je Slovensko ustavno sodišče razvilo doktrino neusahljivega vira državnosti in ustavnosti Republike Slovenije, ki temelji na tistih vseh pravicah in določbah temeljne ustavne listine, ki je bila sprejeta 25. junija leta 1991 in sam sem na precej mestih pisal tudi o ključu oziroma bistvu slovenske ustavne identitete, ki pravzaprav je nobena ustavna večina ne bi smela se ji odreči zaradi njenih plebiscitnih veljav in temeljnih mednarodno priznanih človekovih pravic in svoboščin, kakršne so zapisane v sedanji ustavi. Tudi je zanesljivo, da bi taka ustavna sprememba pomenila izstop Slovenije iz sistema Evropske konvencije za človekove pravice in iz Evropske unije. Toliko. Hvala lepa, profesor Jambrek, za to podrobno osvetlitev ustavno-pravne ureditve zasebne lastnine, svobodne gospodarske pobude, evropskega okvirja in še posebej za vaše poudarke v zvezi z kompatibilnostjo ideje, pravzaprav prakse realnega socializma z Evropsko konvencijo za varovanje človekovih pravic, z pravom Evropske unije in s tistim neločljivim jedrom, neuničljivim jedrom slovenske ustavnosti. Ko imamo zdaj ta ustavno-pravni, evropsko-pravni okvir razdelan, bi povabil tebe, Gorazd, da nas morda nekoliko umestiš v zgodovinski kontekst in prikažeš, kaj se je z podjetniško pobudo dogajalo na slovenskem teritoriju, kje smo zgodovinsko bili in kje smo danes in kaj bi bili
morebitna sporočila za prihodnost? Kot rečeno, jaz se bom tudi malo že vnaprej opravičil, kot bi rekel vesten ekonomist, si bom pomagal z PowerPointom, tako da bom par grafov in nekaj takih stvari pokazal. Tako da jaz sem, ko sem dobil vabilo za to zadevo, sem začel malo razmišljati, kaj bi bilo tako zanimivega povedati, mogoče iz vidika podjetniške pobude skozi različna obdobja v Sloveniji. In glede na to sem recimo v zadnjih nekaj letih, oziroma zadnje leto in pol nekaj podobnega, sem član ene skupine, ki je pač malo raziskovala ene podatke za nazaj in recimo zelo zanimivo so eni taki podatki, recimo kje je Slovenija bila takrat, recimo v gospodarskem razvoju, tam nekje, recimo okrog leta 1910. Recimo torej sem samo na hitro zboldal par enih takih recimo stvari, ki so zanimive, recimo naša Primorska je takrat bila nekje na 110% povprečja Avstrije razvoja, recimo Štajerska na skoraj 90%, Kranjska je bila nekoliko nižja, ampak kakorkoli. Tale drugi bullet, ki se mi zdi izjemno zanimiv, recimo, primerjava takrat, recimo tik pred Prvo svetovno vojno razvoja, ekonomskega razvoja, recimo, je Slovenija, oziroma naše pokrajine so nekje bile tam nekje na 40% Velike Britanije. Zdaj, treba tukaj vzeti v zakup Velika Britanija, takrat seveda, bi rekel, lebdela na industrijski revoluciji in tako dalje, tako da tudi sama naša monarhija je takrat bila relativno nižje rangirana. Ampak, kar se mi zdi zelo pomembno, torej recimo tam nekje leta 14 smo mi bili razvojno primerljivi z Finsko. To je dobro imeti v mislih, ko potem gledamo naslednja leta naprej. Tudi ne nazadnje tista zadnja točka, torej raven plač, da je praktično skoraj da že bil podoben recimo ravni plač v Avstriji, torej to je bilo tik pred Drugo svetovno vojno. Tako da recimo, če smo danes o gospodarski pobudi govorimo, recimo zanimiv pol ta naslednji prikaz, tukaj pač je bi rekel zelo preprost podatek o bruto družbenem proizvodu na prebivalca, tista zgornja oranžna črta od leta 90 naprej je Avstrija, Slovenija je ta druga, torej bi rekel ta z prekrižanima. Zdaj, kar je tukaj recimo tako pomembno se mi zdi opaziti, torej po 50 letih, recimo cirka 50 letih, nekih različnih pogledov na podjetništvo najbrž, če bi lahko tako milo rečemo, je razvoj torej ene države, ki je imela torej primerljive plače, in Avstrije in Slovenije, precej drugačen, tam okrog leta 90. Kar mene v bistvu, ko sem te podatke gledal, ki sicer niso nič tako presenetljivega konec konca, ampak recimo, ko jih takole čez daljše časovno obdobje pogledaš, kar mene zaskrbelo je pravzaprav to, da se te škarje med Slovenijo in Avstrijo tudi po osamosvojitvi ves čas večajo. Torej razlika je vedno večja, da ne omenjamo konec koncev tudi tega, da nekatere države, ki so tam, kot vidite, štartale, Slovaška, Estonija, znatno nizko, so praktično zdaj že nam tu skoraj, da tako rečem, dihajo za ovratnik. Še zlasti, kot se tudi vidi, po letu 2008, torej po gospodarski krizi, je v bistvu nekako naplavilo vse, da tako rečem, vse naše težave, ki jih morda tudi v teh časih, v tem obdobju osamosvojitve nismo rešili. Jaz sem prepričan, da bo kolega Burger še kaj na to temo tudi dodal zraven. Ampak skratka, resnično, potem po gospodarski krizi, ki je Slovenija utrpela precej močno, je veliko težav se navrglo. Če zdaj zopet vzamem te tri države, ki so nekako, bi rekel, zelo zanimive za proučevanje, bile Estonija, Slovenija, Slovaška. Skratka, in pogledamo to obdobje po krizi, vidimo pač, kako je Slovenija tole, bi rekel, našo krizo prvenstveno reševala. Predvsem je šlo za povečevanje javnega dolga, ki se je v tem obdobju teh parih let dvignil z 20 skoraj na 80, kar je eden največjih porastov praktično v zgodovini, če tako gledamo. In sploh, če primerjamo, bi rekel, ti dve primerljivi državi, ki se v tem obdobju praktično niste zadolžili skoraj da nič. Tako da zdaj, bi rekel, v primeru neke nove krize, bomo mi v precej težjem položaju. Ne bi sicer želel biti pretirano pesimističen, ampak vseeno, tukaj se mi je zdelo zanimivo mogoče par takih enih globalnih indeksov še navreč.
tale recimo globalni indeks ekonomske negotovosti, ki ga meri OECD. In če recimo pogledamo vsaj ta rumene številke, rumeno-zelene številke, ki se nanašajo na ekonomski del, pa če se zavedamo, da tam 2009-2013 povprečje tega 4 letja je torej bilo nekje 63, zdaj pa praktično ta številka podvojena, pomeni, da torej v OECD-u vlada eno izjemno, bi rekel, negotovo prepričanje v tem trenutku. Zanimiv se mi je zdaj en tak prikaz, Američani so sploh vedno priročna snov za proučevanje, predvsem tudi zaradi tega, ker imajo ogromno število podatkov, ki so zbrani skozi dolgoročno obdobje, neko nezaupanje v vlade, oblasti in tako dalje. Zanimivo se mi je to zdelo, ker veliko se govori predvsem v smislu zadnjega aktualnega predsednika v Ameriki. Tole so podatki Federal Reserva, torej, ki v bistvu to spremlja že skozi desetletja in recimo konec koncev lahko vidimo, da ta upad v same vlade tudi pri njih pravzaprav v času zadnjega dvoletnega obdobja recimo predsednika Trumpa niti ni tako očitno, kot je bilo recimo že v predhodnih mandatih, ampak jaz verjamem, da je to tudi en tak globalen pojav, ne samo v ZDA, ampak vse splošno. Tole mi je pa bil eden, ki bi rekel, je zelo en tak zanimiv podatek, prav tako strani OECD-a zbrani podatki, kjer pa je mogoče iskati, se mi zdi, en srž tega nezadovoljstva in nezaupanja ljudi, ki morda tudi zaradi tega volijo tako, kot volijo. Torej, če pogledamo rast plač v državah OECD in pogledamo torej najvišji odstotek najvišjih plač, je to ta tista črna črta, ki se je dvigala rečemo v teh 15-20 letih kar precej. Tale rumena je pa ta tako imenovan 50. centil, torej povprečna plača je nižja, torej vsi, ki so na polovički in navzdol. Tukaj pa vidimo, da torej kljub tej relativno visoki rasti, tja do 2,8 globalno, pravzaprav ni bilo nekega odseva tega dejansko in zato tukaj morda tudi gre dejansko iskati katere od teh težav. Zdaj vseeno, ker sem nekaj stvari o krizi in tako govoril, se mi zdi pomembno, da moče rečemo, ni za vse samo pesimistično in tako dalje, imamo več možnih scenarijev, torej v primeru neke ponovne krize ali kakorkoli, lahko seveda vedno imamo tukaj povečevanje javnega dolga, kar je v primeru Slovenije bo precej težavno, ker smo, kot sem že ugotovili, precej visoko, v vsakem primeru je na dolgi rok nevzdržno. Lahko na drugi strani se zatečemo na socialne politike, tukaj zopet nekako trčimo ob nevzdržnosti, itak tudi na gospodarsko pobudo, da tako rečemo, na gospodarsko rast. Tretja varianta je tista, ki bi bila najbrž zelo strokovno zaželena, izpeljati neke strukturne reforme, kar seveda odpre številne napetosti, nezadovoljstvo v družbi in tako dalje, tako da se ga redko kdo želi tega poslužiti. Lahko pa se zatečemo tudi konec koncev nazaj v omejevanje trgovine, v carinske, bi rekel, da ne rečem vojne in tako dalje, kar se konec koncev v današnjem času tudi dogaja na globalnem trgu. Tako da, če stale en, bi rekel, kratek prikaz, se mi zdi, nekaj slajdov se mi zdelo pomembno, da se prikaže, da pravzaprav podjetniška pobuda, gospodarstvo in tako dalje je bilo absolutno skozi zgodovino izjemno pomembno. In takrat, kadar je bila tej pobudi dana večja pozornost, večja možnost, je bil tudi razvoj večji, in tudi rast in tako dalje. Sicer vse to, bi rekel, so ene take splošne premise, ki so relativno precej znane, ampak kljub vsem, ko pogledamo podatke, je to včasih bolj plastično nazorno. Seveda, pa bi rekel, kljub neki deklarativni poziciji, da podpiramo podjetništvo, gospodarsko pobudo in tako dalje, seveda milijon načinov, kako se da to posredno, da rečemo, omejevati. To, kar je kolega Avbel omenil, recimo na začetku, recimo samo neka napoved v zvezi z davčno politiko, lahko že marsikaj povzroči, kaj šele potem, bi rekel, spremembe. Sami postopki dolgotrajni, govorimo bodisi pri nekih dovoljenjih, kaj šele potem v pravnih postopkih. Tudi sama denarna politika in tako dalje, da ne govorimo o javnem mnenju. Percepcija nekih podjetnikov, gospodarstvenikov, ali so ti ljudje, recimo nekateri, ki so iz nič naredili ogromno, ali so oni rok zvezde, da rečemo, tako kot kje v tujini in tako dalje. Tako da vse to je nekako
bi rekel, lahko ali pa je mogoče torej posredno ovirati. Ne. Zdaj, kot je že profesor Jambrek omenil, malo smo tudi pogledali in sem tudi sam se potem malo poglobil, kako pravzaprav je to na nivoju neke regulative, na nivoju EU-ja. Zanimivo mi je bilo tudi z vidika potem Svetovne trgovinske organizacije, WTO-ja, ki storitve, kar je bilo omenjeno, nasploh ščiti svojo posebno določbo in tako dalje. Tako da te stvari, bi rekel, so zelo iz mednarodnega vidika navzdol proti slovenskemu zelo močno in zelo visoko zaščitene. Potem sama implementacija pri nas je pa precej, bi rekel, lahko včasih takšna ali drugačna. In tako, bi rekel, čisto za na konec, tudi v tej moji nekako vlogi, v kateri sem, se mi zdi seveda vseeno pomembno omeniti tudi seveda gospodarsko pobudo, tudi na področju znanja, tudi na področju šolstva, visokega šolstva in tako dalje. Torej, kakšna je možnost dejansko delovanja podjetniške miselnosti, torej zasebnega, da tako rečemo, zasebne iniciative v visokem šolstvu. In kot je bilo rečeno, pri nas je tukaj kar precej ovira. Sploh, če imamo, bi rekel, v mislih, da praktično, mislim, da predstavlja zasebno šolstvo v Sloveniji odstotek proti 99, bi rekel, če bi to bilo praktično zdaj v tržnem delu, da bi se zdaj podjetniško pogovarjali, bi to avtomatsko že bila, bi rekel, predsedans monopola in tako dalje, kar bi imel določene posledice in tako dalje. Ampak ne glede na vse, skratka, to, kar sem govoril, cel kup je nekih omejitev in nekih, bi rekel, birokratskih postopkov, ki nas pri teh zadevah, bi rekel, omejujejo. Verjamem, da bo mogoče kolega Avbelj še potem kakšno zadevo o pravu, iz vidika prava EU povedal, ampak kar se mi je resnično zdelo pomembno in s tem tudi jaz zaključujem svojo uvodno besedo in je že tudi profesor Jambrek o njej govoril, torej o tej direktivi o storitvah na notranjem trgu, ki je ena izmed teh pomembnih, bi rekel, pridobitev, da tako rečem, ki seveda umešča tudi izobraževanje in druge storitve in tako dalje v nek pomemben prostor v tem kontekstu. Jaz sem tukaj spisal par stvari, ki so se mi zdele zanimive. Torej, tisto prvo, da trebno ohraniti prav ravnovesje med odpiranjem trga in ohranjanjem javnih storitev. Nedvomno, ampak jaz sem prepričan, da najbrž pisci tega stavka bi se, nekoliko skomignili, če bi rekli zdaj 99 proti 1%, zdaj to je pa neko tako ravnovesje, ki zahteva neke posebne in tako dalje. Skratka, in nekatera načela in tako dalje. Skratka, zdi se mi to zelo pomembno, da se zavedamo, da je pravzaprav ta podjetniška pobuda, torej ne samo, bi rekel, na nivoju EU, ampak kar je, bi rekel, z mojega vidika, kot bi rekel, tega mednarodno-ekonomskega vidika, torej tudi iz vidika mednarodnih inštitucij, kot so WTO in tako dalje, res izjemno visoko na agendi. Tako da toliko z moje strani za začetek in se veselim nadaljne razprave. Hvala. Hvala lepa, kolega Justinek. Zdaj pa, ko smo zaključili ti dve uvodni iztočnici, uvodni razpravi, bi povabil na nek način Žigo in kasneje še Anžeta, da v bistvu na izbrani način pokomentirata slišano in dodata še svoje aspekte, na katere bi želela posebej upozoriti. Ja, hvala lepa za vabilo. Jaz imam mentale stol za ravnanje hrbtenice, pa bom rajšen stol, da med tem, ko poskušam povedati, ne bom padel. Mene so prosili, da bi nekaj povedal v zvezi z aktualnim razmerjem med državo in svobodno podjetniško pobudo. In, kako bi rekel, kot inženir po treningu, po duhu, ki imamo veliko skupnega z naravoslovci, poskušamo nekak stvari izpeljati iz nekih osnovnih principov, iz nekih temeljnih načel oziroma poiskati neko trdno dno, o katerem se pogovarjamo. In če povzamem ta svoj občutek, kje smo glede tega aktualnega razmerja med državo in podjetniško pobudo, mislim, da smo v situaciji, ko se v državi prerivamo glede teh temeljnih načel, glede tega, kar bi moralo biti jasno, pa ni. Ni pa jasno zato, ker imamo za seboj 70 let poskusov demontaže moralnih temeljev, na katerih svobodna podjetniška pobuda pravzaprav počiva. Pa morda tudi zato, o tem drugič. Zdaj, če bi rad, da si eno stavek, eno geslo zapomnite iz tega mojega predavanja oziroma posega,
bom krajši. Potem je to eno geslo, ki smo se ga naposlušali, vsaj moja generacija. Ne? Delo, čast in oblast. Tako kot mnoga gesla, ki so jih komunisti, socialisti lansirali, ne, se zelo dobro slišijo. Ne? In tako kot mnoga gesla, se oni tega gesla pravzaprav niso držali. Ne? Se pa dobro sliši. In se mi zdi, da je to geslo zelo, zelo, zelo resnično. Delo, čast in oblast povzema pravzaprav tisto, kar mi o delu, o oblasti in o časti intuitivno razumemo oziroma čutimo. Kakšno zvezo ima to zdaj s podjetniško pobudo? Ne? Delo, čast in oblast. Ne? Rezultat dela je kaj? Rezultat dela je premoženje. In premoženje seveda lahko takoj porabiš, ne? Lahko ga daš pa na stran za prihodnost, za boljše čase, kar je, bom rekel, eden od takih temeljnih, bom rekel, moralnih, pa tudi čisto praktičnih principov, kako je človeštvo napredovalo. Ne? Žrtvuješ danes, užitek danes, zato da bo boljše tebi ali tvojim potomcem jutri. Se pravi, rezultat dela je premoženje. Lastnina, ne? To se pravi, da je lastnina na nek način, delo, čast in oblast, vsako delo je častno, lastnina je akumulirana čast. Ne? Skratka, če je lastnina akumulirana čast, pomeni, da je odvzem lastnine odvzem časti in pravica do lastnine pravica do časti. In to se mi zdi ena taka zelo kratka izpeljava nečesa, kar je v temeljih zahodnih liberalnih družb popolnoma jasno. Še celo zelo redko so v tiste ameriške deklaracije, v ameriško ustavo, francosko, dokumente francoske revolucije, listine človekovih pravic, karkoli pisali o pravicah do lastnine. Bila je pravzaprav zelo, zelo samoumevna, bila je naravna, izpeljana direktno iz morale, izpeljana direktno iz tega, kar smatramo, da je častno, nima vzroka v nekih praktičnih posledicah v tem svetu, v naših odločitvah, v naših človeških domislekih, tudi ni pomembno, ali ima kakšno korist za družbo ali pa ne. V bistvu je to nek aksiom, iz katerega so mnoge druge pravice izpeljane, je samoumevna, neodvisna od družbenega dogovora, bi morala biti tudi neodvisna od javnega mnenja. Se pravi, odvzem lastnine je odvzem časti, pravica do lastnine je pravica do časti. Na tem sloni, oziroma bi moralo sloniti marsikaj. Dennis Weaver, nekaterega poznate po knjigi Ideas Have Consequences, ideje imajo posledice, imenuje pravico do lastnino poslednjo metafizično pravico, se pravi neko pravico, ki ni rekel, nek domislek človeškega duha ali pa če hočete domislek religije, ne, ampak je onkraj materialnega, onkraj praktičnega. Ne. In pravi, da je vzrok za to pravzaprav v tem, ker so buržoazne revolucije, pa tudi ameriška revolucija, odpravile vse druge pravice, ki so izvirale, ne vem, iz statusa, iz položaja, iz spola, iz verske pripadnosti. Ne. In so ohranile pravzaprav to pravico kot edine, dejanski zmagovalec teh revolucij, pravzaprav premožno meščanstvo, si je to pravico zapisalo kot garant svoje neodvisnosti, svoje pokončnosti, svoje svobode. Ne? Če nimaš premoženja, če nimaš časti, tudi nimaš svobode. Seveda se da izpeljati oziroma najti temelje za pravice do lastnine, ne? Ki je temelj potem za svobodno podjetniško pobudo. To se da najti, da se najti tudi kakšne druge temelje. Recimo tisti, ki izhajajo iz religioznega vidika, pravijo, ja ne, zato ker je Bog dal zemljo Adamu in Evi, dvema posameznikoma, ali pa eni družini, ne, v posest, v upravljanje. Ne. Zato je lastnina, bom rekel, izhaja neposredno od tam. Lahko bi rekel, da imamo evolucijsko-psihološke razloge za pravico do lastnine. Ne. Pregovor bolje drži ga kot lovi ga, vsi poznamo. Ljudske modrosti pravzaprav zapišejo tisto modrost, ki je v generacijah, ki je v nas, ki se prenaša iz roda v rod, ali pa boljš vrabec v ropi kot golob na strehi. Ne. To je vse del evolucijske psihologije, ko so naši predniki ugotovili, da je bolj dragoceno zadržati tisto, kar že imaš, kot pa se boriti za nekaj, česar še nimaš. In sodobna psihologija danes potrjuje, da si ljudje dvakrat bolj prizadevajo zadržati, če imajo nek X, ne,
kot pa si prizadeva, če tega X-a nimajo, da ga bi dobili. Dvakrat bolj pomembno je, bom rekel, lastnino zadržati. Potem imamo seveda ta družbeno odgovorni vidik do lastnine, ki se ga jaz zelo bojim. Ne? V romanu Ayn Rand, Atlas Shrugged, ne vem, Atlas je odložil breme, ne? Je en lik, Oren Boyle, negativc, ne? In on pravi, edino opravičilo za zasebno lastnino je, da služi javnosti, da služi javnemu interesu. In mene veseli, kar je diskutiral profesor Jambrek, da je naša ustava glede tega trdna in jasna, ampak noter piše ne dosti boljši stavek, ne? Zakon določa način pridobivanja in uživanja lastnine tako, da je zagotovljena njena gospodarska, socialna in ekološka funkcija. To je majčkeno boljše kot Oren Boyle iz Atlas Shrugged. Upam, da me bo kdo pomiril, da stvari niso tako hude. Ne? In konec koncev so tukaj ekonomski, praktični, utilitarni razlogi, zakaj lastnino spoštujemo in zakaj aktivnosti, to je svobodna podjetniška pobuda, ki generirajo lastnino, spoštujemo. Nekdo je rekel, recimo, ko je ocenjeval ekonomsko Azijo v prejšnjem stoletju, v predprejšnjem stoletju, ne, je rekel, problem revščine v Aziji v enem stavku, negotovost lastnine. Enostavno v Aziji lastnina ni bila varna. Ko je Ferguson pisal, kaj so razlogi za to, da je Zahod bil tako uspešen, ne, je naštel tekmovalnost oziroma konkurenco, znanost, gotovost lastnine, sigurnost lastnine, ne, medicino, potrošniško družbo in delovno etiko. Pa gotovost lastnine je tisto, kar naj bi že od Magne Carte naprej pomagalo Angležem, da so bili uspešnejši, recimo od Flandrije, Belgije, Italije, ker je bila lastnina tam še majčkeno bolj varna, kot je bila v Italiji ali Franciji, čeprav je kapitalizem nastajal tudi v teh okoljih. Tako da, če počasi sklenem, se pravi, delu čast smo zdaj pokrili, kaj pa delu oblast, ne? V kombinaciji s svobodnim tržnim gospodarstvom. Ne? Kaj pomeni svobodno tržno gospodarstvo? Da ljudje odločajo na trgu s svojim denarjem. Ne? S tem, kaj kupujejo, zakaj se odločajo. In seveda v takem okolju imajo tisti, ki imajo več denarja, več besede. Več denarja je pomenil več časti oziroma več rezultatov dela, se pravi, dobi delo tudi oblast. Uspešno delo dobi tudi oblast v svobodnem tržnem gospodarstvu. Uspešnejši imajo v svobodnem tržnem gospodarstvu več besede in verjetno je tako, da če poslušaš uspešnejše, boš šel bolj sigurno v pravo smer, kot če boš poslušal zgube. Kaj je posledica vsega tega? Posledica vsega tega je, da lastnina ustvarja avtonomen prostor, daje avtonomijo, neodvisnost, pokončnost posamezniku, da je res lahko svoboden državljan, da lahko izpoveduje, kaj se mu zdi prav, kaj se mu zdi narobe. Konec koncev lastnina neke izobraževalne ustanove, kakršna je nova univerza, ne, omogoča dejansko avtonomijo tej univerzi, da uči in poučuje tisto, kar se lastnikom in učiteljem na tej univerzi zdi prav. Sicer si pa odvisen od tega, onega, tretjega, desetega. Ne. In zato, ne, ker je lastnina tako pomemben temelj svobodne družbe, ne, je na udaru. Je na udaru od tistih, ki, bom rekel, svojo življenjsko filozofijo črpajo na zameri ali pa nevoščljivosti do tistih, ki imajo več besede, imajo več premoženja, imajo več časti, če hočete temu tako reči. In kaj se potem dogaja? Ne? Poskuša se zmanjšati vpliv trga na odločanje v ekonomski sferi, poskuša se omejevati pridobivanje, razpolaganje in tako naprej za lastnino, poskuša se uvajati take in drugačne davke. Skratka, v ta sistem, ki je vendarle bil recept Zahoda za to, da je prišlo do te velike obogatitve od 18. stoletja do danes, ne, ta recept poskušajo ne samo z velikimi koraki, ne samo z brutalnimi revolucijami, ne samo z binarnim skokom iz kapitalizma v socializem, ne,
preokreniti, ne, ampak z množico drobnih korakov nasut kolesje v sistem, ki je uspešen. Skratka, če povzamem, mislim, da se v tem našem zaničljivem odnosu do podjetništva skriva pravzaprav v Sloveniji nerazčiščen odnos do pravice do lastnine. Ali ima premoženje v slovenski ustavi in v praksi ustavnega sodišča, ne, tako visok status, kot ga ima recimo v kakšni Veliki Britaniji ali pa v ZDA, ne, to bi me zelo pomirilo, če bi slišal, da je to tako. Ker se bojim, da temu ni tako, teče pa v družbi stalno boj za interpretacijo okrog tega. In se morajo bogi podjetniki zagovarjati, češ, sej to, kar pa mi delamo, je pa vendarle družbeno koristno. To je korak stran od družbeno koristnega dela iz prejšnjega sistema. Hvala. Hvala lepa, Žiga, za to izjemno zanimivo izvajanje. Tudi seveda intelektualno provokativno, ne? Kdo bi si mislil, da delo, čas in oblast lahko obrnemo na glavo in pomeni čisto nekaj drugega, kar si je nekdo potem predstavljal in širil. Da te na hitro pomirim, seveda, tako v slovenskem pravnem redu, ki je tesno povezan z evropskim pravnim redom, za vsako pravico obstaja neko jedro, core of the right, ki mora biti varovan. In v zvezi s tem, na normativni ravni, tudi ko gre za varovanje zasebne lastnine v slovenskem pravnem redu, v pravnem redu Evropske unije in pravnem redu Sveta Evrope ni nobene dileme. In tudi socialne in druge funkcije lastnine so pač zgolj izpeljava tega dejstva, da je vsaka pravica omejena s pravico drugega. Tisto, glede česa te ne morem pomiriti, je pač ta specifični slovenski kontekst, sociološki kontekst, v katerem je zavedanje pomena te pravice odsotno iz zgodovinskih razlogov in ki se iz zgodovinskih razlogov v novodobnih političnih časih dobiva tudi konkretno institucionalno upodobitev. Glede tega te ne moram pomiriti, lahko pa te pomirim, da vsaj na področju pravnega je vse v redu. Anže? Hvala lepa za vabilo. Jaz bi se za izhodišče vzel to lepo parolo, ki jo Žiga navedel. Izhaja zmotno prepričanje večine ljudi, ne, da je za to neverjetno obogatitev, katero si omenil Žiga od leta 1800 dalje, za faktor 16, če smo konzervativni, če pa vključimo noter še spremembo kvalitete dobrin, ki jih uživamo, pa za faktor 100 ne, na prebivalca. Večina ljudi misli, ne, da je to delo tisto, ki je zaslužno za ta neverjetni razvoj. Ampak v resnici ni temu tako, ne, v resnici v bistvu so inovacije, ne, inovativnost in nosilci inovacij pač so podjetniki. Ne. Zdaj, kdo so sploh te podjetniki, kakšno funkcijo upravljajo, ne? Par imen bom sam navedel, ker so različni pogledi, recimo Frank Knight, ne, ekonomist prve čikaške šole, pravi, da pač je podjetništvo odločanje na podlagi presoje, ne, torej gre za nekak transformacijo priložnosti v pogojih negotovosti, ne, se pravi, on loči to negotovost od tveganja, ne, se pravi, prihodnost je negotova in podjetniki so tisti, ki pač to negotovost udejanjajo in najdejo neke rešitve na bolje, ne. Potem Kirchner je poudarjal neko arbitražo, torej iskanje neučinkovitosti v sistemu, ne, in pač to, da žene podjetnike možnost zaslužka in hkrati pa s tem se izboljšujejo neučinkovitosti sistema. Schumpeter je poudaril te nove inovacije, breakthrough inovacije, ne. Mises je pa pač tudi poudarjal torej podjetništvo kot presojo, ne. Bistveno za Misesa je, da za to presojo pa ne obstaja trga, ne, se pravi, posameznik ne more odložiti te potrebe za presojo nekomu drugemu na trgu, ne, in je pač podjetnik tisti, ki prevzame na svoje ramena to breme, ne. In v bistvu iz teh informacij, ne, za katere Hayek pravi, da so pač da so subjektivne, ne, da so zelo razpršene in da v bistvu imajo, da so zelo kontekstualne, se pravi, jih je težko odvzeti iz nekega historičnega pa subjektivnega
konteksta, ne, se pravi, te informacije podjetnik zbere in jih s pomočjo drugih podjetnikov in celotnega trga nekako koncentrira v tržne agregate, kot so cene in povpraševanje in ponudbo, ne. Se pravi, podjetništvo je tu bistveno, ne, zato da pač lahko družba v materialnem smislu napreduje. Zdaj, prej sem omenil tudi dobiček, ne. Dobiček je smatrana kot neka rezidualna kategorija z tega marksističnega pojmovanja dodane vrednosti in da je to pač gre za prilastitev presežne vrednosti od delavca, ne. Torej, nerodna stvar trgov je, da imajo torej vidne stroške, ne. To je pač strani javnosti videno kot dobiček, ne. Medtem ko pač ta druga rešitev, ne, socializem, ima pa nevidne stroške samo, ne. Se pravi, te nevidni stroški socializma so neučinkovitost, ne. Prej si Gorazd lepo pokazal te nevidne stroške, torej vidimo več kot 50% davek v 50 letih Slovenija plačuje zaradi napačnega sistema. To so te nevidni stroški, ampak ko jih primerjate z drugimi državami, postanejo zelo vidni, ne. Dobički so pa takoj vidni, ne. Ampak v bistvu pač to je trade-off, ne. Torej, dobički so cena za povečanje učinkovitosti, ne. Pač mi moramo sprejeti kot posamezniki pa družba sprejeti pač dejstvo, da v določenem kratkem obdobju, dokler se te priložnosti na trgu ne arbitrirajo, ne, določeni posamezniki to izkoristijo in imajo seveda dobičke, ne. Zdaj, fino je, če so to meritokratski dobički, se pravi, da imajo vsi približno enake možnosti, da te stvari izkoristijo, te neučinkovitosti izkoristijo, ampak vseeno, ne, pač to je strošek za to, da smo na dolgi rok bolj učinkoviti, ne. Zdaj, potem je tu seveda posledica tega, ne, teh dobičkov, ki strani javnosti smatrana kot neutemeljenih, je pa pač ta napad na podjetništvo, ne, ki se pač tudi ni zgodil danes, ne, to je že dolga zgodba, že od sredine 19. stoletja je to, ne, to je ena taka lepa prelomna letnica bila 1848, na levi komunistični manifesto, na sredini desni pa recimo John Stuart Millova The Principles of Political Economy, ne, ki je pač ta vrhunec liberalizma in od takrat naprej je šlo za marginalizmom samo še navzdol v smeri tega, da se je začelo v ekonomiji kot znanosti poudarjati predvsem te neučinkovitosti, se pravi market failures, ne pozabili se pa na pač te nevidne koristi, ki jih trg zagotavlja, ne. In pač te market failures, ne, seveda vi zelo lahko pokažete, kaj vse je narobe s trgom v primerjavi z nekim idealnim sistemom, ampak kot je lepo Deirdre McCloskey enkrat zapisala, in the world after Eden no perfection can exist, ne, se pravi, ko smo izstopili iz raja, takrat naprej ni nobene perfekcije možno, ne. Se pravi, primerjati ta unicorn argument, ne, se pravi, argument enoroga, ne, se pravi, da popolni trgi ne obstajajo, ergo iz tega sledi nujno potrebna intervencija države na vsakem koraku, ne, to je v bistvu prevladujoča rdeča nit bila v razvoju ekonomske znanosti od konca 19. stoletja dalje, ne. Tudi če pogledate recimo večina teh učbenikov ekonomije, ne, zelo malo jih sploh omenja torej neučinkovitosti vlade, ne, države, večina jih omenja samo neučinkovitosti trgov, ne. V resnici pa, če primerjamo, ne, se smo videli te primerjave, torej sisteme, ki so temeljile na nekem etatistični ureditvi v primerjavi z sistemi, ki so temeljili na svobodni tržni pobudi, ne, so pač razvidno, ne, da v bistvu gre za dejstvo, da so neučinkovitosti države precej večje kot neučinkovitosti trgov, ne. Tako da, ne vem, mogoče bi, da ne bil predolg, bi na tem mestu zaključil. V redu, najlepša hvala, Anže. Zelo zanimivo si v bistvu razširil kontekst, s katerim nekako sugeriraš, da ta problematika zadnja, nedavna, ki je tudi sprožila potem razmislek o tem akademskem forumu,
na nek način sugerira, že je to del širšega konteksta, lahko bi mu rekli tudi anti-market bias, ne? V splošni prevladujoči mainstream ekonomiji. Pa vendar, ne, zato da zadevo pripeljem na naše osnovno izhodišče, se mi zdi seveda, da imaš prav, ne? Ampak v kulturnem in geografskem prostoru, v katerem se nahaja Slovenija, in to je nažalost prostor, ki je v veliki meri po drugi svetovni vojni pristal na vzhodu za železno zaveso, ni šlo samo za teoretični anti-market bias v sami ekonomiji, ampak je šlo tudi za fizično obračunavanje z imetniki kapitala, z podjetniki in v bistvu tudi za njihovo fizično izničenje. In en od pomembnih temeljev, zakaj je ta država nastala in v čem je bila njena diskontinuiteta z novo ustavno ureditvijo, je bilo tudi to, da se te krivice popravijo in da vzpostavimo sistem, ki bo podoben zahodnoevropskemu, ki je, kot si dejal, izjemno učinkovit v tej zgodovinski perspektivi, in da v tem sistemu, ki ga bomo ustavno zagotovili, kot nekje na nekem mestu pravi tudi profesor Jambrek, se kaj taka grozodejstva ne bodo več ponovila. Ni vida. Ampak zdaj, leta 2018, ne, tukaj in zdaj, imamo javne razprave na to temo, ki konkretne ljudi nekam pošiljajo, ki govorijo o venezuelskem scenariju, strani stranke, ki je v vladi, in strani vlade, ki o tem ni nič, se od teh dejanj pravično odgradila. In zato imamo tu vendarle, kljub dejstvu, da smo del Evropske unije, kljub dejstvu, da smo vpeti tudi v mednarodni gospodarski sistem, na čelu katerega dominira Svetovna trgovinska organizacija, imamo opravka z neko novo, specifično skrb vzbujajočo dejansko situacijo in tudi skrb vzbujajočo ustavno situacijo, ki jo ne gre jemati z levo roko. Tako da me zanima, kaj menite vi, ki ste se danes udeležili tega akademskega foruma, bi kdo želel razpravljati na kratko v zvezi s tem, kar je bilo zdaj povedano, v zvezi s tem, kar ste sami želeli povedati, ali pa, če ima mora biti kdo kakšno vprašanje, ki bi ga želel zastaviti temu omizju. Prosim, če bi se zgolj predstavili, da vas poznamo. Branko Meh, vrhna podjetniška zbornica Slovenije. Zdajle, ko sem poslušal vas, najprej hvala za povabilo. Seveda pa, ko govorite o dobičku, moram reči, da je kar nekako postalo zdaj bogokletno, če ima podjetje dobiček. Moram vam povedati, da obrtniki, podjetniki, če nimamo dobička, moramo svoje obratovalnice zapreti. Zato dobiček je temelj vsakega podjetja. Temelj. Zaradi tega dobiček v Sloveniji, govorimo o nekih kapitalistih, daleč od tega, da v Sloveniji sploh imamo kapitaliste. Mi imamo obratovalnice podjetja, katera pa žal tudi zaradi državne politike jih slabo plačujemo. Mi bi želeli, da so delavci dobro plačani. Seveda pa naši dobički ne grejo v jahte, ne grejo v luksuzne avtomobile, grejo v razvoj podjetja. To je treba vedeti. Dobiček gre v razvoj podjetja. Če se dobiček tudi kupiči, se kupiči zaradi tega, zaradi hudih časov. Zakaj smo obrtniki, podjetniki preživeli krizo? Zaradi tega, ko so imeli neko rezervo, da smo lahko poplačali delavce, da smo jim lahko dali tudi odpravnine. Vse to je noter v dobičku. In če podjetje nima dobička, potem enostavno ne more delovati. To je treba vedeti. Jaz nisem ekonomist, sem pa vse skozi delal v obrtništvo in podjetništvo in vem v bistvu, kako se v obrtništvu in podjetništvu služi denar, kako se plačuje delavce in seveda, kaj je vse treba postoriti, da je tvoje podjetje uspešno. Zato tudi, ko ste omenjali, ko je govoril predstavnik Levice o dobičku, v gospodu Akrapoviču, veste, utajevalcu, to so ljudje, ko sploh ne poznajo davčne politike, sploh ne vejo, kako funkcionira naša davčna politika. In danes, ko ste
govorili tudi o nacionalizaciji in dogovora o nacionalizaciji, ali drugače, bilo je govora o lastništvu. Veste, lastništvo je resnično tako, kot je bilo danes tudi povedano, temelj nekega človeštva. Nikoli in nikdaj, pa verjemite mi, ne bomo enaki. Nikoli ne bomo vsi enako strmeli. Nekateri želijo nekaj več delajo, nekateri pač raje uživajo. In to je tisto, kar nikoli in nikdaj ne bo enako. Zato bi bilo prav, da država nekako spodbuja podjetništvo, gospodarstvo in na ta način, moram še enkrat povedati, kolikor bomo imeli slabo gospodarstvo, slabo podjetništvo, ne bo socialna država. To je pač, to sem tudi jasno in glasno povedal. Temelj socialne države in dobre države je dobro podjetništvo. In to se danes zgledujemo tudi pri ostalih sosednjih državah, kateri imajo dojeno gospodarsko politiko. Hvala lepa. Hvala za besedo. Bom skušal biti kratek, ampak najbolj bi z dvema, bi rekel, opombama na predgovornike. Prvo za profesorja, ki je rekel, da je premoženje akumulirana čast. Jaz sem pred kratkim prebral razpravo nekega nemškega ustavnega sodnika, ki pride do podobne ugotovitve. Namreč, da je svoboda odločanja o rezultatih dela tisto, kar privede do tega, da ljudje akumulirajo premoženje. Z tega stališča je rekel, da je premoženje akumulirana svoboda. In tudi ta možnost razlage mislim, da je primerna. Druga stvar, vprašanje dela. Ne vem, jaz bi rad videl tistega podjetnika, inovatorja ali karkoli, ki je to dosegel brez dela. Jaz mislim, da je delitev na delo in na neko drugo, bom rekel, nek drug način ustvarjanja totalno napačen in povezan pravzaprav z neko prejšnjo ideologijo, kjer so imeli obraz delavci, ampak ne delavci, ki so delali karkoli, ampak tisti, ki so prišli iz delavskih družin in ki so delali z lopatami, ki so imeli, ne vem, takšne in drugačne funkcije v produkciji. Tako da jaz mislim, da če govorimo o časti dela, o oblasti dela, je to popolnoma združljivo tudi s tem, da tisti, ki veliko ustvari, pač to ustvari s svojim delom. Pa če je tisto delo menedžerja ali pa če je to delo nekoga drugega, ki dela neposredno v produkciji. Torej, to se mi zdi dokaj bistveno za mogoče iskanje temeljev zaščite lastnine. Druga stvar, ki pa je zelo aktualna tudi danes, je pa odnos do davčne politike. Za mene, jaz sem globoko prepričan, je obdavčevanje premoženja protiustavno. Zaradi tega, zakaj gre? Ker dopustno je obdavčevanje dohodka, tistega, kar pridobiš, obdavčevanje pri prometu, razni prometni davki, DDV in podobne stvari, obdavčevanje premoženja je pa po mojem protiustavno, da ne rečem, je protiustavno, ker je proti predpisu, proti temu, ker če smatramo, da je premoženje akumulirana svoboda. Tukaj treščimo v eno drugo stvar. Namreč, davek od dobička. V zgodovini je bil vedno davek na premoženje, ki je tisti dobiček ustvarjalo. In od tod pravzaprav pride do pojmovanja, da je treba premoženje obdavčiti. Mislim, da je to zelo praktično, da se davek od dobička odmeri od premoženja, ki ga ustvarja. Nikakor pa ni to, bom rekel, idejno pravilno. Bom povedal, imamo davek na avtomobile, to ni davek na premoženje. Imamo davek na televizor, včasih smo ga imeli, zdaj ga ni. Ampak to tudi ni davek na premoženje tistega. Ampak je v bistvu
davek na tisto, kar je potrebno, da cela stvar deluje. Davek na televizor je bil davek za to, da se je iz tega financirala televizija, nacionalna televizija. Davek od avtomobila ni davek na premoženje, ampak je davek na to, ker avto pač uporablja ceste in infrastrukturo. In tudi davek na nepremičnine, o katerem se veliko govori, je v bistvu nadomestilo za javno infrastrukturo, ki je v upravi, v odgovornosti ali karkoli že hočete, občine. Od šol do cest, vodovoda, kanalizacije in tako naprej. In zato je normalno, ker nepremičnine ne moreš uporabljati neodvisno od okolja, v katerem si, da ti za to okolje nekaj prispevaš. In zaradi tega, recimo, smatram, da je to, kar se reče davek na nepremičnine ali pa nadomestilo za uporabno stavnega zemljišča ali kakorkoli že to, da je to sicer upravičeno, ampak to v principu ni davek. Če pa to smatramo, da to ni davek, potem pa odpadejo vse dileme o tem, o raznih proporcionalnostih, o tem, kako se tisto dela s temi stvarmi in tako naprej. To pa je stvar, ki je, po mojem mnenju, privedla do velikih zmed in je zaradi tega skušala v ta davek spravljati, narediti iz tega davka korekcijo nekih drugih dajatev, tisti, ki imajo več, ne plačajo več in tako naprej, razne progresije, ki so upravičene, po moje, samo pri dohodnini in pri takih stvarih, nikakor pa ne pri premoženju kot takšnem. Naša ustava, koliko se jaz na to spoznam in koliko sem to preštudiral, tudi omejuje posege na lastnino. V praksi mislim, da je Ustavno sodišče zauzelo, če ne našlo, pa kakšno drugo, da 50% dohodka je nekje meja tistega, kar gre. To se pravi nekaj proporcionalno dohodku. Če je nekaj, kar ni proporcionalno dohodku, je to direktni poseg v lastnino. Če neko premoženje ne prinaša dohodka, pa je obdavčeno, je to nesorazmeren poseg v lastnino. Jaz mislim, da na te momente bi bilo treba tudi paziti. Hvala lepa, sicer se pa seveda strinjam tudi z drugimi opombami na sodelovanje. Hvala lepa, gospod Pirkmajer, tudi za to vaše izvajanje, ki me je napeljalo k misli, da bi enega od naslednjih akademskih forumov morali posvetiti tudi vprašanju davkov. Če sem danes v svojih izvajanjih precej kritičen do tega, kar se dogaja v tej državi, pa vendarle treba pogledati tudi iz svetlejše plati, ker ne nazadnje smo se končno tudi v politiki in v javnih razpravah začeli pogovarjati o tem, kar je pravzaprav res bistveno. Ne? Do zdaj smo imeli brezplodne razprave, če poenostavimo, o partizanih in domobrancih, vprašanje ekonomske svobode, vprašanje zasebne lastnine kot predpostavke vseh drugih pravic in predpostavke pravne države pa je ostajalo nenaslovljeno. Tako da tudi ta razprava danes kaže in vendar tudi splošna razprava, ki se bo odvijala na ravni države, da končno začenjamo odpirati vsaj prava vprašanja, videli pa bomo, če bomo našli prave odgovore. Še nekdo je začel, prosim. Prvo bi gospodu Jamreku naslovil, sicer ali je mogoče v obstoječem pravnem redu, da bi poslanska manjšina zahtevala ustavni referendum na temo spremembe ustave, ki bi zahtevala dvotretinsko večino pri višanju davkov oziroma sprejemanju kakšnih novih davkov in dajatev. To je prvo vprašanje. Drugo vprašanje pa je mogoče namenjeno drugim govorcem, če, kot ste že izpostavili, problem predvsem kulturna podstava, ki je usmerjena k izogibanju tveganju in demonizaciji podjetništva. Zakaj se recimo druge tranzicijske države, ki je bila pozitivno izpostavljena Estonija, ne sovpadajo s tem vzorcem, ker konec koncev je tudi institucionalno okolje v Estoniji veliko bolj naklonjeno poslovanju. Je mogoče možno, da je bil jugoslovanski socializem preblag, da se nismo dovolj opekli, da bi resnično razumeli tako, kot so to Estonci. Hvala. Seveda lahko, jasno, lahko en poslanec sam, ne, če pridobi za svojo zamisel ustavnih sprememb 2/3 poslancev, 60+1, potem seveda bo dobil, ne? Ustavni referendum. Tudi en poslanec lahko predlaga, če zakonske možnosti in ustavne pogoje izpolni, ustavni referendum, ki bi
dobil v svojem rezultatu lahko to, kar si vi zamišljate. Ne? Žiga si ni želel kaj reči o Estoniji? Ali pa morda ti, Gorazd? Mogoče ne o Estoniji, ampak lahko povem tisto, kar sem, ali pa podobno, kar sem na prejšnjem akademskem forumu povedal. Več vprašanje je bilo, zakaj smo pa v Sloveniji toliko bolj zahojeni na rekovajih od ostalih tranzicijskih držav. Ne? In moja teorija je, rekel, aforistično povedana, zato da bi imeli lepšo preteklost, ampak če večkrat razvijem to, ne? Če pobiješ, začneš pobijati že med vojno in potem pobiješ 20,000, ne vem, 30,000 sodržavljanov, ne? Potem seveda imaš neko ogromno moralno hipoteko. Ampak če si pa ti pobil kulake, duhovne, kapitaliste, podjetnike, ne? In če vlečeš potem skozi zgodovino, da je pa vse to slabo, ne? Da je slabo biti premoženje, da je slabo biti podjetnik, da je slabo biti trden velik kmet, da je slabo biti, ne vem, učitelj, ne? Potem pa teh 20,000 postaje nekako bolj opravičljivih. To se mi zdi, da se nam vleče, ker mi nismo bili sposobni jasno reči, revolucija je bila narobe, ne? In potem imamo prazno mizo za to, da postavimo na to mizo neke normalne vrednote, ki so tej civilizaciji primerne. Ampak zato, da je nekako bolj opravičljivo, da podjetnike in bogate si pobil, je fajn, če so še zdaj bogati in podjetniki tako malo sumljivi, neprijetni, neprijazni, nepotrebni in podobno. Gospod Umek. Ja, hvala za vabilo. Jaz bi začel v bistvu z eno zelo splošno trditvijo, se je bilo malokrat slišati to besedo govor o kapitalističnem sistemu. Jaz mislim, da je to floskula korporatnega sistema, ki jo sploh ne bi smeli uporabljati. Mi delimo gospodarstvo lahko na svobodno gospodarstvo in nesvobodno gospodarstvo. In ves razvoj, koliko je bil podan, kaže na to, da so bila svobodna gospodarstva, če zato uporabljam recimo na drugo besedo avtorjev, sodobnih avtorjev, je to inclusive economy, ne? Potem lahko to nadgradimo. Nesvobodna gospodarstva so vsa vodila v nazadovanje in propad. To je tista osnovna diferenca. In to svobodno gospodarstvo seveda vsebuje tudi absolutno spoštovanje lastnine. To je po moje popolnoma jasno. Jaz bi pa še na prejšnje govornike imel dve pripombi. Prvič bi jaz pomenil, da vseh teh grafikonih, ki ste jih pokazali, ki so bili izredno zanimivi, za mene manjka en grafikon in to je grafikon dodane vrednosti na zaposlenega v zadnjih, recimo, 50 letih v Sloveniji. Če boste vi videli, boste jasno videli, da naša dodana vrednost na zaposlenega od krize, to se pravi od leta 8 do 18, ni napredovala za nič. To je tudi razlog našega ekonomskega zaostajanja po plačah. Ker plače so lahko samo rezultat višanja plač, samo dodajanje rast vrednosti, dodane vrednosti na zaposlenega, ne morajo biti odvisne od bruto domačega proizvoda. To je neka floskula, ki si jo naši sindikati stalno ponavljajo in stalno grejo. To se pravi, ta osnovna vrednost, kako pride pa do tega, da bomo mi povečali dodano vrednost na zaposlenega, to je pa seveda, osnova je kvalitetno izobraževanje in svobodno podjetništvo. To sta edine dva, ekonomska svoboda in kvalitetni človeški viri. To so tisto, kar veče dodano vrednost na zaposlenega. In če to hočemo ugotoviti, spet pridemo na svobodno razpolaganje za lastnino, na svobodo do lastnine. Jaz bi še prej, ampak to je že čisto malo razpod, jaz bi vzel tisto, ko se je začela evropska civilizacija, to, kar je Žiga omenil, jaz šel mičke ne par stoletij kasneje, ampak dejansko, poglejte, za mene je v bistvu evropska civilizacija se začela z v bistvu staro zarezo. In to je bil, ko je Bog ustvaril človeka po lastni podobi in mu dal prosto voljo, to se pravi, mu je dal svobodo in ga je omejil, gospe in gospodje, z 10 božjimi zapovedmi. Iz tega je rasla moderna država. Na osnovi tega je rasla moderna država, za stran potmi in za vsem. Ampak po teh 10 božjih zapovedih sta se lastnine tikata dve zapovedi.
Prva je ne kradi in druga je ne želi si svojega bližnjega blaga. Če spoštuješ te dve osnovni zapovedi in te bi morali biti vsako evropsko orientirano, zapadno orientirano ustavo, zakonodajo, biti v polni meri spoštovani. To je tisto, jasno, moderna družba je bistveno bolj zahtevna, bistveno bolj kompleksna od tiste primitivne družbe, ko se je to dogajalo, zatega so seveda te zakoni bistveno bolj kompleksni, ampak dejstvo, da je, in to praktično, če greste, vse te avtorje, ki se recimo, povsem bi pa končal, avtorje, ki se lotevajo, zakaj so nekateri narodi bogati in zakaj so nekateri narodi revni. Pa bi jih samo recimo naštel, če začnemo z profesor Landesom z Harvarda, pa če končamo recimo preko vseh teh recimo za tem, zakaj narodi propadajo, potem boste videli, da je povsod privatna lastnina, spoštovanje privatne lastnine, spoštovanje privatne pobude, spoštovanje ekonomske svobode, tisti ključen dejavnik. Ker tisti narodi, ki so jo spoštovali, so bogati, na mene je naredil absolutno fantastično impresijo primerjava, ki jo dajajo ta avtorja v Zakaj narodi propadajo, istega mesta na dveh državah, v Združenih državah Amerike in v Mehiki. Zakaj je en nogalec bogat in zakaj je drug reven? Če si to preberete, vidite, da je to osnova. Mi smo bomo bogati samo za spoštovanjem privatne lastnine. Gospod Rupel in gospod Cerar potem. Spoštovano predsedstvo, Matej in tako naprej. Jaz imam današnji dogodek zelo pomemben in tudi po debati sodim, da je to. Rad bi neki marginalni prispeval, zelo malo. Prvič, Žiga Turk je uporabil tisti slovenski pregovor boljše vrabec v roki kot golob na strehi. Ta pregovor nekako bolj ceni golobe od vrabcev. Jaz moram reči, da seveda, ker sporočilo je to, da treba se zadovoljiti s tistim, kar je morda malo slabše, ampak bolj dosegljivo, kot tisto, kar je bolj oddaljeno in boljše in tako naprej. Golob je leteča podgana. Tako da jaz si golobov nič ne želim, tako da ta pregovor najbrž v zadnjem času ne bi smel biti več univerzalno uporabljen in sprejemljiv. Ampak to ni važno. Jaz sem, ko sem še študiral, z velikim užitkom bral dela Daniela Bella, znanega ameriškega sociologa. On je napisal knjigo, ki se imenuje Kulturna protislovja kapitalizma in kot eno glavnih protislovij kapitalizma navaja torej sistem kreditiranja bančnih kartic in tako naprej, ki ga potem označi z enim geslom Enjoy now, pay later. To se pravi, uživaj zdaj, plačal boš pa zdaj drugič. Žiga Turk pravi, da je kapitalizem oziroma pametna ekonomija, če sem ga prav razumel, utemeljena na tem, da varčujemo in varčujemo za slabše čase, da se odpovedujemo določenim užitkom in tako naprej. Bell pravi, da je v njegovem času, v 70-ih letih, najbrž tudi pozneje, kapitalizem doživel neko protestantska etika, recimo, živela neko bistveno spremembo v tem smislu, da ne velja več zadrževanje užitka. No, to zdaj na prvi pogled je nek akademski problem ali pa akademska tema, vendar mislim, da ni tako, čisto zares. Spomnim se namreč neke izjave neke ministrice v naši vladi, ko je bila predsednica vlade, je rekla, da je treba končati z brezglavim varčevanjem. Torej, brezglavo varčevanje je nekaj negativnega.
No, in jaz bi rad to frazo na nek način soočil z nekim tekstom, ki mi ga je ljubeznivo posredoval Peter Jambrek, in sicer gre za neko evropsko resolucijo, oziroma evropsko deklaracijo, ki govori o tem, da se v Evropi spopadata dve politiki. Ena je politika liberalizma, neoliberalizma in politika solidarnosti. Rad bi slišal od kolega Turka, prvič, kako gleda na aktualnost takšnih teorij, kot je Belova, ali pa izjav, kakršna je od Bratuškove, in seveda, kako je mogoče, tako rečem, prepričati evropsko javnost, pa tudi našo javnost, da vendarle, da solidarnost ni primarna in da je primarna, seveda, da je primarni liberalizem, svoboda, to, čemur je namenjen današnji sestanek. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod rektor Žiga, tu si na nek način izvan, želiš se odzvati? Ja, izkoristil bi priliko, mogoče najprej odgovorim, da se pa odzovem na eno izvajanje kolega Umeka, ki pravi, da nekako ne bi smeli uporabljati besede kapitalizem. Jaz se spomnim enega teksta, ko so dolgoletnega češkega predsednika vlade Václava Klausa spraševali, pa kaj ti vendar dražeš postsocialistični češki narod in mu govoriš kapitalizem, kapitalizem, kapitalizem. In je rekel za nalašč. Za nalašč, zato ker je treba jim to povedati. Jaz mislim, da imam ravno neko malo vojno na Twitterju v teh dneh. Dajmo pomisliti v Sloveniji, kapitalizem, komunizem, fašizem, vrednostno, kje ti pojmi plavajo. V slovenskem javnem prostoru nasplošno, kateri je najbolj pozitiven, kateri je najbolj negativen. In se bojim, da je vse skupaj neka godla. In zato se mi zdi, da vsaj tisti, ki ne kandidiramo na volitvah in moramo govoriti socialno-tržno gospodarstvo in socialno-tržno gospodarstvo, da pač rečemo bum kapitalizem. Ker kapitalizem je sistem, v katerem se kapital, premoženje akumulira in nastaja potem iz tega nekaj večjega. Tako da najti neko boljše ime, ki bi bilo tudi točno, po moje je težko, no? Ampak glavni razlog se mi zdi pa ta, da je treba kapitalizmu vrniti dobro ime. In ga ne okriviti za, ne vem, smrt indijancev in vse mogoče. O Golobu? O Golobu, ja, torej, ti pregovori kažejo na to, kako je v nas vsajeno, ali pa sodobna ta evolucijska psihologija bi rekla, prirojen občutek za to, da smo občutljivi na to, da je nekaj naše, da nekaj imamo, da nekaj posedujemo. Da nam je bolj važno, da nekaj imamo, pa če je samo vrabec, kot pa, da je nek golob nekaj na strigi. Skratka, lastnina, ki jo imaš, nam je dragocenejša od morebitne neke lastnine, ki je šele nekje zunaj. Tako da v tem kontekstu je to, sem to omenil, kot eno od podlag, zakaj je lastninska pravica, naravna pravica, kako bi rekel, presega neke intelektualne domisleke nekih sociologov, ki se mi zdelo koristno, da bi pa neko pravico ljudem dali in jo zapisali v nek tekst. Starejša je od tega. Se strinjam, ker se Golobov, Vrabcev in tako naprej tiče, da bil sem pri vojakih in smo imeli telovadbo zjutraj in smo zlagali uniforme pod nekam in potem smo šli teč in potem so Golobi točno tam dol upravljali neko svoje poslanstvo. Ne treba pričevati v zvezi s tem. Kar se tiče zadrževanja užitka, ja, pravzaprav, jaz mislim, da skozi celotno zgodovino so imeli ljudje izbiro. Ali bodo trošili vse sproti, ali bodo pa akumulirali.
in potem investirali in poskušali z tega nekaj, ali pa nekaj prihraniti v boljše čase. Razlika med danes in pa med stanjem tudi v naših krajih pred 100-200 leti je v tem, da je bilo to pred 100-200 leti lahko vprašanje življenja in smrti, ali pa vsaj zdravja in bolezni, ali pa vsaj sitosti in lakote. Ob današnji socialni državi si pa seveda lahko privoščimo, ali pa si ljudje lahko privoščijo, da živijo iz rok v usta. Ampak kljub temu so pa nekateri, ki pa ne delajo tako, ki vlagajo, ki recimo kupijo nepremičnino, in potem, ker se ta nepremičnina iz letala vidi, pa država reče, to pa vidimo, to bi pa lahko obdavčili, od tistega, ki pa vse sproti pojedel, nima pa nič, tudi zato je zadeva temeljno nepravična. Okay. Še o solidarnosti v Evropski uniji, to je velika tema. Socialistični blok evropske politike lansira temo, da je to tudi socialna unija, ampak solidarnost je nekaj, kar ima temelje v našem občutku pripadnosti. Solidarni smo mi znotraj svoje družine. Pomagamo svojim družinam, pa potem sorodnikom, pa recimo, če smo domoljubi, smo še solidarni znotraj Slovenije. In zato mislim, da je neka prostovoljna solidarnost v skupnosti, ki je večnacionalna, ki se ne čuti kot ena sama identiteta, da je to prostovoljno težko doseči, podobno kot je bilo solidarnost težko doseči v SFRJ, med Slovenijo in Kosovo. Ni pa problema v Sloveniji med Ljubljano in Kozjanskim. Isti problem je med Nemčijo in Grčijo. Hvala, tudi to je še ena tema za še akademski forum. Gospod Cerar. Ja, hvala lepa, tudi jaz zelo uživam, da si me povabil. Govoril bom o levici, o onkologiji, o Hitlerju in potem o kakšnih zaključkih, ki iz teh zelo trdih sledijo. Ampak na kratko. Ja, to, kar naša levica počne, oziroma govori, to je nacizem ali fašizem, če nekatere to preveč boli in preveč zadene. Onkologija spada zraven takole. Onkologija pozna benigne tumore in pa maligne tumore. In maligne tumore deli na ozdravljive in pa na neozdravljive. Jaz trdim, da je levica tumor maligen, ki zelo škoduje, je pa še ozdravljiv. To pomeni, posebno bom po primeru Chamberlaina, ki je ves naiven. Na češkem iz Prage prišel z misluje, naivnež veliki, da je v bistvu stvari rešil in Hitlerja za roge zagrabil, ga je pa Hitler seveda grdo nategnil, mu je vse obljubil in potem se je začelo. Ko je maligni tumor prešel v neozdravljivi tumor in mi imamo zdaj v tej državi seveda eno silno navaden pojav, ki se ga večina tudi tu se bojim ne zaveda, ki je izredno lahko škodljiv in uničujoč. Celo to se mi je zgodilo, da sem napisal članek z naslovom Nova vlada, to je bilo še mesec nazaj, pred strelskim vodom, to se bilo strelski vod, ki ubija. In to kaj? Nas. In na moje veliko presenečenje je Rdeči dnevnik to v popolnosti objavil. Sem pa to napisal zaradi tega, ker je akademik, zaslužni profesor, dr. Jože Menciger, napisal en tak chamberlainski članek, kjer je trdil, da je ta stvar čist, nič posebnega ni, da jim on tem fantom mladim želi vso srečo in da upa, da se bo to seveda tudi dobro končalo za nas, prebivalce te države. To je bullshit, oprostite, ne grd izraz. Tako govorjenje ni ničemur podobno in sploh ne sledi dejanskemu razvoju dogodkov. Ker če jih opazujete, začeli so, tako da so komi noter, da so v parlament. Zdaj, pred drugih volitvah so že mnogo boljši in na koncu so v bistvu regulator in kontrolor vlade. Ja, pa kdo je še to videl? Kontrolor vlade sme biti samo parlament, full stop. Pa ničesar drugega, ne pa da se te smrtoci tam postavljajo in en glasi večje neumnosti kot drug,
in seveda skušajo se delati pomembne, pametne in tako dalje. Zdaj, jaz sem človek, ki sem absolutno na strani gospoda Meha. Jaz sem svoje podjetje zelo veliko in zelo bogato vodil četrt stoletja, tako da vem, kdaj se stvari začno poslabševati in uničevati. In čim sem v mojem sistemu opazil, da začenja nastopati neka klika, neki ljudje, ki bi radi ali se polastili oblasti ali kaj podobnega, so se da leteli takoj ven, ker stvari je treba zatirati v kali, kot rečemo, lepo Slovenci. Okay. No, zdaj je samo še za nekaj veselega, danes mi je, ko sem se sprehodil, prišel na misel Hruščov. Hruščov, vi mlajši se sploh ne zavedate, kdo je to bil. Hruščov je bil Ukrajinec, ki je za nagrado, da mu je Ukrajina dala tako visoko oblast, dal Krim Ukrajini, ki jo je seveda potem Putin zdaj mirno vzel nazaj, tako da pač ukradil, ker je lastnost komunistov, levičarjev, kraja. Andrej, kraja, o tem nismo danes govorili, ampak ti ljudje so navajeni krast. In tudi Edo, ti, ker se razburjaš nad temi nedavke ali pa davki, ki ne bi smeli biti za pošteno pridobljeno lastnino, to je kraja, ne strani države. Mene ne boste slišali, da govori država, ampak vlada ali parlament. Mora se povedati stvari s pravim imenom. Kolega Bravnik ali pa kolega Bravnik, a se da državo tožiti? Ne. Tožiti se da vlado in tako dalje in tako dalje. Hočem to reči. Ali gospod Hruščov je rekel, največja nevarnost za sovjetski sistem je spontanost. In seveda, nekateri ste se tega že malo lotili, malo tako med vrsticam, ampak gre za to, da ljudje niso več samozavestni, da niso spontani, to je v bistvu podjetniške pobude spontanost. Ko mi v garaži pride genialna ideja, sem Bill Gates, ki imam potem premoženja 70 milijard. In to je bistveno, da se ljudje z državnim, z vladnim terorjem ne vzame poguma, da jih pusti se primer, da jih se ujčka, da se jih crkla in da imajo veselje do inoviranja in novih idej. Hvala lepa, gospod Cerar. Anže, ti si želel nekaj par replik sam, mogoče zdaj na zadnjo poanto gospoda Cerarja. Zdaj, zgodovinari bi vam znali povedati, da v veliko srednjeveških mestih je nad vrati mestnih hiš pisal napis Audite et alteram partem, se pravi, poslušajte. Ja, poslušajte drugo stran. Mislim, da to nam v Sloveniji precej manjka. Mislim, da to ni... Mislim, da to ni prava smer, se pravi, sam sem ideološko gledano klasični liberalc, ampak tudi slučajno ne smatram, da levica in desnica nimata mesta v politiki ali v diskurzu, ravno obratno, mislim, da so potrebne vse plati, ampak se je pa treba v politiki pač najti nek konsens, neko, ne vem, hegelijansko sintezo, da v bistvu te pomisleke, ki jih imajo in levi, torej, da je treba poskrbeti kot družba za razžaljene in ponižane, in na desni strani, da je treba pač skrbeti za torej neke tradicije, za spoštovanje nekih ureditev. Pač to je treba usklajevati, mislim, da pač, če bomo šli konfrontacijo z njimi, se bojo stvari še poslabševale. Mislim, da je treba pač te ljudi povabiti, gospod Meh, večkrat v tovarno, pogledati, s čim se soočate vi, podjetniki, kako težko je zaposliti ljudi, kakšna odgovornost je v bistvu imeti toliko in toliko zaposlenih, pa se je skrbeti tudi za njihove družine. Recimo par podatkov demografskih o podjetništvu. Lani je bilo v Sloveniji 169 tisoč podjetij, torej gospodarskih družb in SP-jev. Od tega jih je
v tem letu 18.600 je bilo novo nastalih, to se pravi kar 11% je na novo prišlo podjetij, 12.580, kar 12.580 je pa prenehal poslovati, torej 7,4% umrljivost, se pravi izredno velik ta churn je. Recimo še drug podatek, samo, torej manj kot polovica, samo 48% novo nastalih podjetij doživi starost 5 let, večina jih preneha prej. Recimo lani, 2017, je 32% gospodarskih družb poslovalo za izgubo. Pa tudi zelo velika neenakost je, kar se tiče, kdo plačuje davko. Recimo prvih 10 podjetij plačnikov DDPO-ja je prispevalo kar 16% celotnega DDPO-ja, davka na dohodek pravnih oseb. Prvih 20 podjetij, kar 20%. Tako da mislim, da je treba pač tudi to poudarjati, pa te ljudi povabiti, po moje, za isto mizo, ki pač se, po moje, imajo legitimne cilje, ampak imajo popolnoma zgrešene ideje, kako reševati te cilje. Ampak to jim je treba povedati na lep način, da pripoznati, da ja, je problem neenakost, ker pač tudi znanost, nevroznanost so jasni dokazi, da ljudje smo precej netolerantni do določenih tipov, precej nemeritokratskih tipov neenakosti, do čim smo pa precej tolerantni do neke meritokratske neenakosti. To je zdaj precej študij natančno pokazali. Tako da neenakost je problem, temu se ne moramo izogniti, ampak najti moramo neke rešitve, ki ne povzročajo takih katastrof, kot smo jih imeli v 20. stoletju, komunizem in druge napačne rešitve. Hvala lepa, Anže. Žal ne, ker sem obljubil, da bomo do 7 končali. Hvala lepa, Anže. Naj povem, da popolnoma to predsedstvo, kot ga je zmotno imenoval gospod rektor, popolnoma deli in sama iniciativa Akademskega foruma popolnoma deli tvojo normativno premiso, da je treba biti dejansko inkluziven in se pogovarjati čim širše in nasploh z tudi ljudmi, ki različno mislijo. Zato so bili na ta akademski forum poslana vabila na vse mogoče naslove. Vabili smo seveda tudi Levico, ampak žal odziva ni bilo. Tako da minimum katerekoli demokratične družbe je pač zavedati se razlik in voditi nek dialog, skozi katerega v dobri veri, če dobra vera res obstaja na vseh straneh, potem razrešujemo konflikte, ki so družbi neizogibni. Zdaj imam pa še vas, gospod, pa še vas, potem bom pa še zastavil eno vprašanje, pa še Romano, na kratko, potem zastavil še eno vprašanje, da se po... Ura 19. Jaz sem Peter Kriščak. Imel sem srečo, da sem kot strokovnjak za investicijske procese od zaključka fakultete inženirja do danes deloval doma v tujini. Mnogo v tujini na raznih kontinentih, se pravi kot inženirski človek, ki je dogradil ekonomsko-pravno znanje, protokolsko znanje, ki smo gledali projekte ne samo za to, da nekaj narediš pa zgradiš, ampak kaj se dogaja z njim v prostoru časa in v družbi. Moram povedati pole malce osebno, tudi jaz sem tist bil, ki sem bil odgovoren za izgradnjo tovarne sladkorne Podmeži. To je druga največja investicija v Sloveniji po nuklearki v Krški. Moja malenkost je bila ta, da smo pripravili, gospod Minde Boboče, imaš vedno, vse projekte, tako gradbenega značaja, vse projekte tehnološkega značaja, zorganizirali z jugoslovansko industrijo 70% izgradne, 30% know-how so dali pa Nemci. To smo bili zato, ker smo v roku pod mojim vodstvom zgradili to tovarno, ki je bila ena najboljših na svetu takrat, danes se tako rekoč ni, in sem odklonil medalje Josipa Broza Tita, ker sem smatral, da smo mi trije, ki smo delali noč, pa nas smo tega vredni, bilo jih je pa 37. Jaz si nisem pustil razrednotiti mojega dela. Metaforično golob pa, kaj ste rekli, Rabča? Bil sem v gostu v Švici, ko je premorten človek, ki je imel trgovino kot nama, prišel večer domov in je bila večerja in prišel tudi sin. Pa sem vprašal, kaj pa študira, pravi, on se poči za tapetnika. In s tapetništvom bo pri 30 letih v hišo pa avtomobile, če bo pa študiral za pravnika pa zdravnika, pa vprašanje, če bo mogla jaz državati. Zanimiva zgodba, gre za veličino, lastnine, tako dalje. Tako bi pa rad zdaj povedal.
Dve krivulji sta mi bili všeč. Mislim, da ste vi povedal, spodnja od Estonije, za zadolževanje gre, ne? Spodnja Estonska je bila ena popačena premica, Slovenija imela kot eno evolvento, se pravi krivuljo, ki se vrti krog pa premica, skratka veliko zadolževanje. No in kot človek investicij sem vedno gledal, pa naučili so me tudi v Švici, če nimaš 40% lastnega kapitala za investicijo, ne pridi na stranišče v banko. Torej ti delaš 70% s kapitalom, ki ni tvoj, zadolžitveni kapital. In ko investicijo končaš, si naredil razvoj, BDP se je povečal tvoje firmi, tako dalje. Če ni šla v stečaj, oziroma v zgubo, kot je bil PKK v času Jugoslavije, pa tudi Teš, recimo. To se pravi z investicijami, s bančnim kapitalom delaš. In zdaj smo slišali, pa tudi poznamo, nevidne pa vidne učinke. No, pri tej Estoniji, ki se nič ni zadolževala, pa me zanima, kakšni so vidni, pa nevidni učinke Estonije, če pa se nič ni zadolževala. Veste, z lastnim kapitalom je odplače kar težko hišo zgradiš, vsi so se nekako s kreditom, če nisem iz bogate familije ali pa ne dva. Ampak Slovenci smo se ogromno zadolževali, se pravi, da smo morali ogromne dobičke narediti. Pa da vas vprašam, kje so ti dobički vidni ali pa nevidni? Pa za zaključek, Churchill je rekel, težko je splezati na zid, ki je nagnjen proti tebi. Težko je poljubiti dekle, ki se vmika, najtežje pa je govoriti za odličnimi govorci. Upam, da vas nisem razočaral. Romana, gospa Jordan. Hvala lepa, Romana Jordan. Moje osebno prepričanje že od nekdaj je bilo, da bo ta država postala normalna, ali pa se bo začela približevati normalnosti, vse tisto, kar jaz mislim, da je normalno takrat, ko bo zasebni podjetniški sektor dovolj močan, da se bo upal javno oglasiti v tem prostoru. In zdaj se mi zdi, da se je začelo to dogajati in sem zelo optimistična. Zahvalila bi se seveda vsem govorcem, ker ste predstavili tako zanimive teme in se navezala na profesorja Jambreka, ki je ločil javne zavode glede na to, kako smejo razpolagati z dobičkom. Jaz prihajam z javnega zavoda, namreč zdaj še tukaj Jože Štefan, ki svojim dobičkom ne sme razpolagati, prosto razpolagati, pa ga mora nazaj vlagati seveda v razvoj svoje dejavnosti. In ko vse to poslušam, kar se v današnji družbi danes pogovarjamo, pa tudi sicer, kar so zanimive teme, pravzaprav ugotavljam, da ima naš zavod zelo podobne probleme, kot jih imajo podjetniki, kot jih imajo zasebni podjetniki. In na to sem želela opozoriti. Tudi najemni od posojnic so bili omenjeni, mi imamo podobne probleme. Tudi mi moramo recimo nastopati na trgu, da sploh lahko vzdržujemo to, kar imamo, da lahko vzdržujemo svojo opremo, ki nam je vsakega časa so pribliski države, da nam jo bo vzela, da to ni naša držina. Jaz bi to bolj opredelila, kot da je problem države, da ne spodbuja te svobodne komune. Ker mi po eni strani jo moramo imeti, da seveda vzdržujemo ta status raziskovalne organizacije in da delamo tisto, kar pač moramo. Po drugi strani smo pa z zakonom omejeni, tako da se dejansko nam ne morejo zrasti krila, da bi počeli to, kar bi lahko. In na tem mestu želimo upozoriti, da dejansko takrat, ko govorimo o teh problemih, ki jih imajo podjetniki, da pa vseeno nekako ne glorificiramo podjetništvo, ampak da govorimo o problemih. Ker so tudi ostale družbene sfere, ki se s tem soočajo in jih znamo, če ne bomo prav komunicirali, dobiti proti sebi, proti uresničevanju teh idej. Tudi recimo, kaj so inovacije? Kdo so nosilci inovacij? Ja, nosilci izkoriščanja inovacij so podjetja, ampak to deluje po nekem sistemu push-pull, ki je celoten sistem, ekosistem inovativni ekosistem, ne vem, da ne izraza, ampak
inovativni sistem, ki vključuje tako imenovan trikotnik znanja, kamor spadajo tako inovacije, se pravi na eni strani podjetništvo, kot izobraževanje, kot tudi raziskovalni sektor. In jaz bi želela, da bi to seveda spoštovali. Zdaj bi pa želela še omeniti solidarnost. Žiga je prej omenil, da smo lahko solidarni v družbi, kjer čutimo svojo pripadnost. Seveda, to so številne študije, ki to tudi dokazujejo. To, ali je solidarnost res tista prvenstvena stvar, oziroma vrednota, ali je pa to mogoče svoboda, je pa že vprašanje razprav in je odvisno tudi od človeka samega. Kate je recimo omenil nekih 6 stebrov in od tega, kakšna je človekova ideologija, je tudi odvisno, kakšen pomen daje tem posameznim stebrom. Seveda, zato se strinjam z vami, da moramo to seveda spoštovati in ustrezno tudi skomunicirati in razložiti, zakaj rabimo določene stvari, da sploh lahko delujemo po solidarnosti. Hvala lepa. Profesor Jambrek, želeli ste mi kratko repliko? Čist kratko, bolj opomba na isti strani. Ja, tu je po moje ključen problem. Ne gospodarstvo, ampak nas tako imenih družbenih služb. Vseh od izobraževanja, zdravstva in, kar sem že omenil, tisti, ki delamo v zavodih. Naš 74. ustavni člen ima naslov podjetništvo. Potem pa uporablja izraz svobodna gospodarska pobuda in ne loči in težko je sploh ugotoviti, kaj je zakonodajalec oziroma ustavodajalec v smislu za razločevanje med podjetništvom in gospodarstvom. Šele ustavno sodišče je tu dodalo, da je gospodarska pobuda tista, ki je dobičkonosna. Vendar zakon o zavodih pravi, da sve zavodi niso in ne smejo biti dobičkonosni. Mene zanima bolj drugo, na kar si trčila in dala poudarek, namreč na svobodno podjetniško pobudo tudi zavodov, in to ne samo zasebnih, ampak tudi javnih. In spominjam na pisateljsko ustavo, ki vemo, da je bila pravzaprav v marsičem bolje napisana, kot je pa sedaj veljavna. Ta je vsebovala tudi člen o svobodni podjetniški pobudi in je zapisala, da imajo tako javna kot zasebna podjetja pravico do svobode podjetniške pobude. Torej, tudi javnemu sektorju. Javni sektor je na nek način pisateljska ustava subordinirala pod tržni princip svobodne konkurence in svobodne podjetniške pobude. To je primo glede. Hvala lepa, profesor Jambrek, še vaše vprašanje. Očitno je ta bližina tudi določene telepatije sprožila. Moje ime je Smiljan Rekicar, sem predsednik sveta stranke Dobra država in tudi županski kandidat v mestne občine Ljubljana, ampak to ni predvolilni govor. Tale tema mi je zanimiva, ker namreč imam 15-letne podjetniške izkušnje, zdaj le 13 let državne uprave in ravno ta konflikt, ki je bil danes izpostavljen in je na nek način sumiral v tem govoru in to, kar ste se vi poudarili. Ravno v zdravstvu se mi zdi, da se najbolj kaže ravno to. Ta napaka razumevanja, kaj je državno, kaj je javno in kaj je nacionalno. In iz teh pomešanih pojmov prihaja veliko tistih, kako rekel, zadreg ali pa prav včasih tudi sovraštva, do kje je dovoljena podjetniška pobuda. In ravno v zdravstvu se najbolj to pokaže, ali lahko privatnik, da rečem, neka zasebna lastnina v našem zdravstvenem sistemu prosperira oziroma Bog ne daj ustvarja dobiček. To je povezano z vsemi nemogočimi moralnimi in drugimi. In skratka, da je to bistvo in skratka ta auditorij, ki ne samo, da je deluje v smeri tega, da pridemo do normalne države, da pridemo do dobre države, potreben, ker ljudje morajo o tem začeti razmišljati. In morajo se te pojme pravilno razvrstiti in jih tudi razumeti. Ker izhajamo iz nekega sistema, ki nas je
včasih namerno poneumljal, da smo vsi enaki, čeprav nismo, da pa je enakost in enakopravnost ima bistveno drugačne temelje. In ravno tudi ta pobuda, podjetniška, ki trči v konflikt z nekim javnim, nacionalnim ali pa državnim interesom. Kdaj stopi država svojo represijo. In na tem treba delati, tudi treba ljudem pokazati. In tudi v lokalnem okolju mislim, da se to v naši ljubljanski občini lepo vidi, da se nevarno presega ta meja, je neke pretirane, da rečem, so individualne pobude, skratka nekega podjetniškega interesa v vodenju neke lokalne samouprave. Da je že nevarno prestopljena tista meja dovoljenja. Ok, hvala. Hvala lepa tudi za vaš prispevek v to razpravo. Zdaj, ura je 7, obljuba dela dolg in ne bom držal. Imel sem še namen povprašati vse 4 govorce tisto nujno vprašanje, ki ga je zastavil Lenin. Namreč potem, ko smo dali vse na mizo, se vpraša vas tun, kaj zdaj storiti. Tega vprašanja ne bom zastavil, ker je čas potekal, bom poskušal sam na kratko nam odgovoriti. Ne nazadnje bom zlorabil tale prestol, na katerem sedim. Predsedstvo. Sam ne, čeprav večkrat kritično razpravljamo o javnih zadevah, vendarle nisem pesimist glede tega, kam pluje slovenska barka. In predvsem zaradi enega samega temelja, kljub prizadevanju za vsestranskemu in hudemu prizadevanju za lepšo preteklost, mislim, da ima ta država povsem jasne ustavne temelje, diskontinuitetne temelje, kakšna bi morala biti njena sedanjost in kakšna bo njena prihodnost. Glede tega, mislim, da ni do nobene dileme in tu so ustanovni očetje te države upravili velikansko delo. Tisto, česar oni niso mogli upraviti in česar ne more upraviti sama ustava, kot povem tudi svojim študentom, je to, da bi ta ustava skočila iz papirja v prakso. Sama od sebe tega ne more storiti. In ustavne garancije, ustavni postulati, varovanje zasebne lastnine, svobodna gospodarska pobuda, potrebujejo tiste, ki bodo zainteresirani, da se te kavtele uveljavijo v praksi. In tudi tu, s teboj, Romana, jaz delim ta optimizem, da je vendarle najbrž napočil čas, ko bodo ljudje ugotovili, da bo država demokratična, pravna, utemeljena na svobodni gospodarski pobudi, če se bodo sami zanjo pobrigali. Če bodo izkazali določeno mero aktivnega državljanstva, da se ne bodo, tako kot je bilo navada v prejšnjem režimu, vsak zaprl svojo zasebno školko in prepustil javne zadeve drugim, ampak da so javne zadeve odvisne tudi od naših aktivnosti. Na Novi univerzi, ki je holističen, inkluziven projekt, to, kar zdaj prepovedujem, počnemo v prvi vrsti na akademski, znanstveni, raziskovalni ravni. Imamo veliko težav za državo, ki tudi za raziskovanje podeljuje koncesije, ker smo zasebni, ne moremo tekmovati na razpisi, ker nimamo koncesije, ampak poskušamo biti boljši. Študenti poskušamo biti boljši in s takšnimi iniciativami, kot je današnja, želimo svoj prispevek dati tudi v širši civilno-družbeni javni diskurs. Tako da obljubljam, da je vse to šele začetek in da bodo podobni forumi še sledili in z veseljem upam, da vas bomo lahko še pozdravili v naših vrstah. Hvala lepa, da ste prišli.